Živijo, jaz sem Karmen, povezovala bom ta današnji dogodek iz projekta Športajmo in berimo. Vem, da ga poznate, ne vem, a smo se že kdaj srečali ali ste popolnoma sveži še kakorkoli. Zelo zanimiva človeka, ampak najprej bomo spoznali še dva tudi zelo zanimiva človeka. Namreč, kot veste, ta projekt organizira oziroma je odgovoren zanj Olimpijski komite Slovenije, zagotovo ste že slišali zanj. To je ena čisto posebna organizacija, labirint športnega znanja, športnih vrednot in ljudi, ki skrbijo za take, kot ste vi, to se pravi mlade športnike in športnice, ki so na poti do vrhunskosti ali pa kamorkoli vas bo pač vaša športna pot zapeljala. In zato bom zdaj najprej k besedi povabila Petra Dokla. On je vodja oddelka za športnike in olimpijske vrednote in koordinator projekta, tako da Peter, prosim, par besed. Najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije. Kot smo že uvodoma rekli, je Olimpijski komite Slovenije krovna športna organizacija v Sloveniji in ena glavnih zavez, naših zavez je, da ustvarjamo čim boljše pogoje za mlade in kasneje tudi vrhunske športnike. No, ravno s tem namenom smo v lanskem letu ustanovili tudi oddelek za športnike in olimpijske vrednote, ki pokriva kar širok nabor vsebin, med drugimi tudi štipendije za mlade športnike, za katere upam, da je marsikdo tukaj prejemnik. No, med drugim pa skrbimo tudi za širšo podporo mladim športnikom in v sklopu tega izvajamo tudi program skupaj s partnerji Športajmo in berimo. V letošnjem letu me veseli, da smo s tem programom začeli ravno tu v Kranju, kjer imate tudi športne oddelke v gimnaziji. Bistvo tega programa je pa, oziroma vodilo tega programa pa je ravno ta povezava med mladimi športniki, med vami in med vrhunskimi oziroma bivšimi vrhunskimi športniki, ki jih ob pogovoru o knjigi, o branju vam tudi predstavimo kot neki vzorniki na vaši športni poti. Več o samem programu bo povedala kolegica Tina iz Novogoriške knjižnice, ki v letošnjem in naslednjem letu pomaga soustvarjati ta program. Tako da na tem mestu bi mogoče samo še eno zanimivo osebno zgodbo povedal, da kar nas tri druži tukaj, da smo vsi trije olimpijci in bili smo celo skupaj na enih olimpijskih igrah in to je v Sočiju, kjer sem imela s Klemnom si priložnost tudi ogledati eno izmed tekem hokejske reprezentance in izkušnja je bila res neverjetna. Tako da ne bom predolg, želim vam eno lepo druženje. Lepo vas pa prosim tudi, da po koncu zastavite kakšno vprašanje našima športnikoma, z veseljem se boste podružila tudi potem in odgovorila na vsako vaše vprašanje. Hvala lepa. Hvala, Peter. Pa tudi selfije boste lahko delali, boste, a ne? Ja. Peter je že omenil novogoriško oziroma goriško knjižnico Franceta Bevka, ki je zdaj lepo kriva, da smo tukaj na tak način, kot smo. Ne vem, če veste, da je Peter Prevc ima mamo knjižničarko, to veste? Niste vedeli, ne? Peter Prevc je bil 2 leti nazaj tukaj, lani je bil pa cene in sta rekla oba, da zakaj sta ona dva brala recimo na treningih. Kaj mislite? Kaj mislite? Pa tudi na tekmah včasih. Zato, da so jo pustili na miru. Ker ko sta vzela, Peter je rekel, da ko je vzel knjigo, je imel čas zase. In to je vrednost od tega. Danes bomo ves čas o tem govorili, zakaj je dobro brati, pa ne ravno z telefona, ampak tako, da lahko še se dotakneš knjige, tukaj jih imate kar nekaj. No, in če kdo, potem Tina Podgornik zelo dobro ve, kaj pomeni dobra knjiga, ker zato so knjižnice, zato so knjižničari, da vam povejo, kaj je dobra knjiga, ker niso vse knjige dobre v tem svetu, kjer je veliko knjig in niso vse dobre. Tina, prosim. Hvala lepa, Karmen. Torej, lep pozdrav, prinašam ga iz Nove Gorice, iz Goriške knjižnice, torej in sem res vesela, da sem lahko danes z vami in da vam predstavim na kratko tale projekt Športajmo in berimo.
Torej, ja, vsi ste mladi, perspektivni športniki, iz vas bo sigurno kakšen vrhunski športnik tudi postal, vendar na prvi pogled se vam mogoče zdi, da tale povezava med športom in knjigo je tako nevsakdanja. Vendar vam povem, da če pogledate stvari iz malo drugačnega zornega kota, boste ugotovili, da usporednice so vedno lahko med knjigo in športom. To se je zgodilo tudi meni namreč. Jaz sem dolga leta, ko sem bila mlajša, se ukvarjala s športnim plesom in vam povem, to so bili treningi, to so bila tekmovanja, to so bili recimo stvari, za katere si vložil ves svoj čas. Vendar, poleg tega, da si lahko ti treniral in da si recimo hodil na tekme in tako naprej, si imel še malček tistega časa in tisti čas je tako dragocen, vam povem, zakaj? Zato, ker je to ena odlična priložnost, da se lahko povežete z nečem drugim in to je to, kar gledate tukaj danes pred sabo. To je knjiga, ker knjiga je lahko odličen trening za možgane, za sproščanje, za dobro počutje, za to, da nekaj znamo, da si odpiramo lastna obzorja. To vse ponuja knjiga in danes v pričo teh naših olimpijcev tukaj boste spoznali, kako se lahko te usporednice potegnejo, tudi kadar se voziš z avtobusom ali pa kadar se voziš v kombiju na kakšno tekmo ali pa ko takrat, ko pa res nič več ne veš, kaj bi počel in tisti telefon vržeš stran in vzameš v roko eno dobro knjigo. Tako da jaz ne bom tlele govorila predolgo, ampak vam želim, da danes posrkate čisto vsako besedo, da ob tem uživate in da seveda, ko pridete domov, razmislite malo o tem, da je res dobra ena knjiga v roki. Hvala lepa. Hvala, Tina. No, zdaj pa k našim gostoma. Ja, hvala, Andrej. Andrej Tavželj, sem pa prav rečem, je prav? Prav, ja. Prav. Je slovenski hokejist, ki je, če verjamete ali ne, odigral skoraj 1000 ligaških tekem v 6 različnih državah. Prijatelji oziroma prijatelji hokejisti so hokejisti, te menda kličejo Tava? Ja. Še vedno, ko se srečate? Ja. Pa tudi zdaj mojega sina kličejo Tava. Tudi? Gre zelo dobro odzgleda. A je sin tudi že v hokeju? Ja, 1 leto zdaj trenira. No, evo. Začel si kariero pri klubu Triglav Kranj, potem imel ogromno izkušenj tudi v tujini, kar boš lahko danes povedal, ne? Ker šport danes absolutno ni več omejen, ne v glavah, ne v državah, na neko mejo. Ne? Danes športniki pravzaprav lahko, se mi zdi, da na nek način lažje tudi potujejo kot včasih oziroma mogoče tudi lažje se odločajo tudi za kariero v tujini, če ravno mi zelo se trudimo in želimo, ne, da najboljši športniki ostajajo v Sloveniji. No, tako da kar nekaj izkušenj Andrej tudi s tujino. Klemen pa nastopil na 4 olimpijskih igrah, 5 se je odpovedal, bova tudi malce o tem zakaj, ker se mi zdi to zelo bistvena drža. In v svetovnem pokalu debitiral leta 2006, nastopil na kar 400 tekmah, verjetno še kakšna več, ne? Ja, najprej lep pozdrav. Ja, 400 nastopov je bilo samo na tej najvišji ravni, poleg teh je bilo pa verjetno še približno toliko vse skupaj, tako da ja, dolga kariera je bila za mano, ampak se bova. Kaj to pomeni dolga kariera? To pomeni, da v bistvu od 9. 10. leta pa do pred nedavnim, se pravi zdaj bo že 2 leti je že minilo, odkar sem smučke in puško postavil kot, tako da je trajalo vse skupaj kar dobrih 20-25 let, še več, tako da res je bilo dovolj, ampak zdaj pa novim izzivom naproti. Andrej, koliko let pa ti? Oba ste v bistvu taka sveža upokojenca, če lahko temu tako rečemo, ne? Ja, jaz sem upokojen mesec, tako da no, to je sploh svež upokojenec. Ja, je bilo pa zelo podobno. Začel sem 3. razred osnovne šole, to se pravi 8-9 let sem bil star. Pa zdaj do 40. leta, tako da si kar nabral nekaj let. Jaz si predstavljam, ne, pač, da je dan vrhunskega športnika zelo
na nek način načrtovan, splaniran, veliko je ene discipline. In potem kar naenkrat se tak športnik upokoji. Kako zdaj izgleda tvoj dan, ne vem, Andrej, ta mesec? A si še kaj zmeden? A je še kaj čuden? Ja, bilo je čuden, no, mislim, zdaj tako, na srečo se je sezona končala, ne, tako da zdaj po eni strani ni bilo nič drugače kot vsa prejšnja leta, ampak v glavi imaš pa to, da v bistvu se ti ni za nobena stvar več treba pripravljati, no, tako da nekega planiranja, kaj boš počel čez poletje, na kakšen način, s kom, kje, tega ni več, ampak noter mi pa še zmeraj ostalo nekaj, da pač športom se bom ukvarjal do konca svojega življenja, ker mislim, da gibanje in pa šport na splošen ti da zelo veliko, tudi zaradi sam vem, da je moja glava veliko bolj čista, ko se ukvarjam s športom, tudi pač težko je neko stvar pustiti, ko je toliko časa delaš, tako da jaz mislim, da se pri meni prav veliko ne bo spremenilo. Klemen, tvoji dnevi zdaj, ti si že malo bolj navajen, ne? Ko si že malo dlje upokojen. Jaz sem se že čisto to upokojensko, tekmovalno upokojensko, bi rekel, ritem sem že padel. Hotel sem to reči, no, da v bistvu, tako Andrej, pa tudi jaz sva v bistvu dva izmed privilegiranih športnikov, no, pač sva mi dva oba nekdanja vrhunska športnika in imava to srečo, da sva se lahko tudi na nek način pripravila, nisva bila prisiljena, tako kot so nekateri športniki, ki jih v to prisilja bodi si poškodba ali pa bolezen ali pa kaj drugega, tako da je bil tam prehod dosti mehek, tudi kar je pomembno, saj zase lahko rečem, sem bil na to pripravljen tudi iz druge perspektive, poskrbel sem za ustrezno izobraževanje in tako naprej. Kar je drugače je to, da ni toliko strukturiranega načrtovanja, tako kot je Andrej omenil. Verjetno, kdor od vas je športnik, ve točen, kdaj ima trening, že pri teh letih, ko ste imate točen določen, nekako odmeren treninge, tekme, točen veste skoraj za eno leto naprej ali pa več, ne, in to je razlika. Tako da seveda, kar pa ostane, je pa to ljubezen do športa. To je podobno kot pri branju pri knjigah, kamor se bomo kmalu preselili. Ko enkrat začneš brati, ko vzljubiš, ko vidiš, koliko je dober, koliko dobrih stvari ti prinese knjiga in branje, ti to ostane za celo življenje in isto je pri športu, ostane ti za celo življenje in oba z Andrejem bova verjetno do konca življenja ostala povezana s športom, aktivna, dokler bova lahko, kot bova tudi povezana s knjigami in z branjem. Joj, hvala za te besede, Klemen, tako lepo si upeljal zdaj branje. Namreč zakaj sem vas spraševala, ne, če je zdaj vajen ritem drugačen, ker si pogosto, ne, ko se z mladimi športniki pa športnicami pogovarjamo, pa dajte brati, pa ne, pravijo, ja, saj marsikdo bi, pa nima časa, ne, pa tudi verjamemo, da ga nima. Ampak vendarle ne, so nekateri športniki, kot sem že omenila prevce, veliki bralci, ne, se pravi se da. Kako sta vidva to? Ne vem, Klemen, ti vem, da si velik bralec in kako si ti, ne, sej... Ja, mogoče sem tudi zato večkrat gost na takšnih prireditvah. Res se smatram kot, bomo rekli, tazga knjižnega molja, pač še več se mi zdi, da sem, ali pa še več knjig sem prebral ali pa požiral, ko sem bil mlajši in ravno to sem hotel reči, ko si športnik, imaš organiziran čas, imaš določen, imaš tudi prosti čas. Posebej govorim za mlade športnike, tako kot ste vi, pa potem tudi starejši, ko športnik še nima družine, nima praktično drugih obveznosti, vsa njegova pozornost in pa energija je usmerjena v šport in seveda temu primerno tudi organiziran prosti čas in takrat je v bistvu tega časa za prostočasne aktivnosti, kogarkoli se to smešno sliši, največ v življenju, kajti potem pride družina, otroci, Andrej to tudi dobro ve, jaz sem tudi oče 2 sinovoma in ta čas je zelo veliko bolj skopo odmeren, tako da lahko rečem, da je bilo časa za branje med športno kariero, ko sem bil aktiven športnik, bistveno več, kot ga je pa zdaj, ko si moram res načrtno vzeti čas za branje ob res tistih prostih trenutkih. Tako da mogoče na tem mestu izkoristite to, vem, da imate veliko šolskih obveznosti in vsega, ampak za relaksacijo ali pa za prostne času je pa zdaj ta prav trenutek za branje. Ja, ker pogosto sploh ne pomislimo, ne, Tina je omenila, ne, prosti čas je lahko knjiga, ne, ni to samo, ne vem, nekam se zabubiti v nek ekran ali pa če tudi, saj kombinacija, ne. Ne vem, kako si ti to rešval, Andrej? Ja, v bistvu veliko časa smo potovali, meni je bilo to idealen čas, ker si pač imel knjigo v roki in si v bistvu
lahko bral tisto, kar si pač hotel. A ne. Zdaj, jaz mogoče tam v srednji šoli sem imel malo problem, sem imel odpor do knjige. No, jaz nisem bil zdaj, mogoče Klemen je res prebral več, jaz se nimam za knjižnega molja, nikoli mi ni bila to pač prioriteta, neki prostočasna dejavnost, ampak ko sem pa imel čas, sem ga pa izkoristil za knjigo ravno zato, ker mi pač tudi skozi sama tekmovanja veliko pomagala. No. In, Na kakšen način? v bistvu jaz knjigo sem rad prijel v roko pred tekmo, zaradi tega, ker pač imaš nek ritem dneva, ker smo imeli zjutraj trening pred tekmo, to je bil en krajši trening, prišel si domov, pojedel in se vlegel v poslo in pač je bilo nekaj ura pa pol spanca, ampak preden sem šel spat, sem si pa knjigo vzel in dokler nisem zaspal, sem to bral. In se mi zdelo, da sem ujel en tak ritem, ker sem se lahko sprostil, ker nisem razmišljal čisto nobene druge stvari, kot samo o tem, kar sem bral. Bila je pa tudi ena idealna taka stvar, da po tekmi, ker je pač velika adrenalina, ker se težko umiriš, je bila to spet ena taka stvar, ki me je umirjala, ki mi je dajala fokus na to, da sem lahko pač zaprl oči s prazno glavo. No. In mislim, da imamo športniki v tem tekmovalnem ritmu še vedno dovolj časa, da ga izkoristimo za to, ker vemo, telefoni so zdaj, ki nam fokus vedno odnašajo nekam na druge stvari, ampak knjiga pa tista, vsaj pri meni je bila stalnica, ki me je pač spremljala skozi vsa tekmovanja. No, zdaj si rekel to bistveno besedo, ne, fokus. Vsi veste, da če nimaš osredotočenosti, v športu ne prideš prav daleč, nikjer ne prideš prav daleč, če nimaš fokusa, kot rečemo, oziroma osredotočenosti. In Sara Isakovič, vsi jo poznate, ne, je točno o tem govorila, tudi smo jo gostili, je rekla, da ona je točno vedela, kdaj je dobra v fokusu. Ko je začela brati, pa če so ji misli začele bežati in se je morala vrniti nazaj, je rekla, nisem okej. Tako kot na treningu in je videla tudi to usporednico. In kako recimo, kakšne so načini skozi knjigo, da ohranjaš fokus? V bistvu so naravni, ne? Ni ti treba razmišljati, zdaj pa bom imel fokus, ampak knjiga te mora potegniti, ne? Mora znati izbrati. Kaj si izbiral ti, Andrej? Ne vem, da te je potegnilo. Dobro, zvečer, da si lahko zaspal, si rabil nekaj, kar te ne bi smelo najbolj intrigirati. Ja, na splošno sem jaz tako, da sem kot bralec sem vedno zbiral nisem zbiral nekaj težkih knjig, no, mislim, ker sem sam pri sebi vedel, da mu zelo težko ohranjal fokus sploh med tekmovanji. Tako da v bistvu nekaj, kar me je potegnilo, zame so bile pač kriminalke, so bile tista stvar, ki me je potegnila in sem prebral serije in serije teh kriminalk raznih. Vem, začel sem, kot mlajši sem začel 5 prijateljev, to mislim, da smo brali vsi, in to mi dal, to je bilo tista prvič, ko sem zljubil eno tako zvrst. In mi pač to dal za naprej, da sem točno vedel, ko sem zbiral knjigo, kaj bi rad, pa da sem vedel, da me bo potegnila, da bom pač obdržal tisti fokus skozi knjigo. Moram reči, da tudi daj kakšno knjigo, ko sem mislil, da bo pač dobra. Če sem se vedno vračal nazaj na strani in pač fokusa nisem mogel držati, sem jo pač tudi odložil in pač se nisem več vrnil. Koliko časa si zdržal? Ne vem, si imel kakšno, ne vem, do 40 strani berem, pa potem, če me ne potegne, neham. To imamo včasih, ne, ker v poplavi. Se smeješ, boš povedal. Ja, probaš čez tist kucelj. Ja. Ampak ja, zelo različno. No. Ni fajn takoj obupati, ne? Ne, ni fajn, knjiga te lahko sigurno ne preseneti. presenete in potem ti žal ne. Zdaj mi je bilo za kakšno knjigo žal, ko sem od nekoga drugega dobil, potem je rekel, ja, pa zakaj pa nisi počakal, pač mislim, mečkam pa bi bilo, ne, ko smo se še dejansko v knjigah zgovarjali. Ampak ja, daj se splača, ampak se pravim, knjiga, zame je bilo že mogoče pomembno, da sem videl naslovnico, zame je bilo to že ta prva tista stvar, če je bila že naslovnica ta prava, sem kar zmeraj zadevno, ne vem zakaj, ampak če je bilo nekaj novega, mi je že ta stvar kar malo potegnila. Prej si se zasmejal, Klemen, ne, glede teh strani, ker vem, da ti bereš tudi leposlovje, ne, verjetno, ne samo strokovnih. Jaz mislim, da se hitro vidi pri knjigi, ne. Pač, kar je dobra stvar knjige ali pa knjig je to, da je knjig res neomejeno. Se pogledajte samo knjižnico, verjetno
ste že kdaj se sprehodili po knjižnici in ste videli te neomejene police knjig in si rekli, kdo to vse bere. Tako da izgovora, da ne bi najdel knjige zase, bodi si leposlovja, pa kaj bolj tazga, zanimivega, kaj bi se radi naučili, ga ni. Ne. Jaz sem prepričan, da vsak od vas pa od nas najde primerno. Jaz verjamem, da imate verjetno že v šoli veliko tega obveznega branja, ki vam gre na živce, tudi nam je šlo, ampak na srečo so tukaj knjižnice in res izbira je neverjetno, tako da to je dobra stvar, da res vsak lahko najde nekaj zase. Kako si pa ti izbiral? Ne, poleg naslovnice, pa poleg zgodbe. Kaj je bilo tisto, kar ti najbolj vleklo? Ne? Ker nekateri športniki pravijo pogosto, da berejo biografije ali avtobiografije športnikov. Ja, čisto odvisno, tudi seveda. Včasih rab človek nek navdih, poišče mogoče res kakšne biografije športnikov, to vem, da je zelo popularno, tudi vedno več športnikov se odloči za to. Ker je tudi donosno očitno, ne? Ja, še sam sem o tem razmišljal. Če sem čisto iskren, sem se celo lotil in sem pol spoznal, da pisanje tudi ni za vsakega. Tako da sem pol to idejo malo pustil, mogoče nekoč s pomočjo še koga bolj izkušenega, ampak ja, so pa tudi meni bile v navdih, recimo kakšne zgodbe športnikov ali pa mogoče drugih uspešnih ljudi, pa seveda človek, ko odrašča, mogoče v tem obdobju vas nekaj drugega zanima, kasneje v življenju vas bo kaj drugega, ampak tako, kot sem rekel, viri so neizčrpni. Hotel sem še to reči, no, da poleg tudi od samih pozitivnih lastnosti je ena ta, ki ste jo omenili od Petra Prevca, da je imel čas za sebe, da se lahko umaknil. To je samo ena od res pozitivnih stvari, no, potem potovanja, vse skupaj. Mogoče da zdaj nočem biti predolg, no, ampak zdaj so drugi časi, ko smo bili majhni, res to vedno ponavljamo, ampak ko smo bili mi toliko stari, ko ste vi, ni bilo mobilnih telefonov, ali pa saj pametnih telefonov, ne, niti ni bilo interneta, ni bilo državnih omrežij, aplikacij, ki dejansko hočemo, nočemo nas odvračajo od neke pozornosti, še sam se včasih ujamem v past in se rečem pismo, a ne bi jaz raje zdaj knjigo bral, res pa sem bomo rekli starejši občan ali pa v zrelih letih, tako da verjamem, da tudi vas zavede včasih, a ne, in kar ne morate odklopiti od Instagrama, karkoli od Snapchata, od aplikacij, ampak je treba kar reči, stop, zdaj bom pa raje knjigo paril in knjiga je tisto, kar čutite, tipte in predvsem je to, mogoče bomo o tem še naprej govorili, res knjiga ti v bistvu da nepredstavljivo možnosti, nekako, lahko si sami predstavljate zgodbo vse in tukaj je meni noro, ampak zdaj sem že malo zašel, tako da bom kar predal besedo. Ne, super si izpostavil točno to, a ne. Fizično ne moramo na vse te prostore, kamor lahko gremo, če beremo. Mentalno, a ne moramo imeti določenih izkušenj sami, lahko pa preberemo v teh izkušnjah, a ne. Zato je tako zelo pomembno, da berajo tudi mladi, ker marsikaj se lahko iz knjig ne samo naučijo, ampak dobijo druge zgodbe nam lahko na nek način olajšajo našo, da ne naredimo istih napak, ne? V športu in v življenju, vse zato beremo knjige. Andrej, nekaj si hotel? Ja, mislim, ja, izkušnja, ne, pač zelo veliko stvari se lahko naučimo iz knjig, no. Jaz mislim, da gre skozi izkušnje nekoga drugega in je veliko lažje za nekoga, ki je mogoče še v vaših letih, da dobi neko predstavo, kaj vse treba, zdaj govorimo tukaj o športnih karierah, kaj treba dati, čez kaj vse treba iti, pa vem, zdaj jaz se podajam v trenerske vode, pa mogoče sem že mal v tej vlogi bil zdaj zadnjih par let, ko sem pač probaš prodajati delo z mladimi. Tako, in jaz vem, da imaš na drugi strani mlade ljudi, ki pač, tako kot že Klemen rekel, oni imajo zdaj pač mogoče tudi neke druge interese, veliko večjih, drugačnih stvari jih zanimajo v tem trenutku, ki jih bojo kasneje. In mislim, da je knjiga tudi ena taka dobra stvar, ki jih lahko pač uči, tako kot v bistvu trener. In jaz mislim, da če te zanimajo stvari, če narediš, če v bistvu veš, kaj hočeš, da te stvari tudi najdeš v knjigah. Pa tudi lažje boš vedel, kaj hočeš, ne, skozi knjige s časom. Ja, v bistvu na nek način najdeš tudi sebe. Zdaj me pa zanima, koliko od vas je v ekipnih športih?
Ok, kakšni, kateri športi? Kar povejte, prosim. Ok. Hokej sem slišala. Aha, ok, odbojka, rokomet. Koliko od vas je pa v individualnem športu? To so pa kakšni športi? Ok, tenis, kaj še? Kakšen zimski individualni, če lahko rečemo tako. Namreč zakaj to sprašujemo? Ne? Ker tukaj imata vidva eno tako zanimivo različnost, ne? Ker Andrej prihaja iz timskega športa, kjer je tudi psihična ali pa psihološka naravnanost na nek način naravnana na ekipo, to pomeni, še vedno moraš biti sam steber v sebi, ampak vendarle je ekipa. Po drugi strani se je pri tebi tudi ne, v biatlonu ekipa, ampak ko streljaš si sam, ne? Ko tečeš si sam, ne, je malce drugače kot recimo pri hokeju, kjer je mogoče še en tak drive dodaten pač skupinske dinamike, ekipne dinamike. Pa me zanima, Klemen, ravno to, ne, kaj si naredil takrat, ko je bilo težko, ko je lahko, ne, nikoli ni lahko, ne, ampak ko uspevaš, ko si dober, ko se počutiš dober, ko si fizično dober, ko si duhovno stabilen, mentalno, vse to, takrat se niti ne ukvarjamo, kaj bi še človek naredil drugače. Ko pa pridemo do ovir, do ovinkov, takrat pa ne, takrat se pa začnemo spraševati, kaj bi, da se bom boljš počutil, da bodo rezultati boljši, ne, ker če se počutim slabo, verjetno rezultatov tudi ni, ne. Ja, to je kar en tak začaran krog, saj tudi verjetno vi v šoli vidite, a ne, včasih pride obdobje, ko vam tudi ne gre v šoli, pa se težje učite, ali pa en test slabo, pa drug, pa pol kar mislite, zdaj pa to, ne vem, ne bom nikoli ven izplezal iz tega, ampak prvo kot prvo je to, da vedno za dežjem posije sonce, to je neko tako pravilo in to je čisto normalno, ne samo v športu, tudi v življenju, a ne, da pridejo malo bolj temni dnevi, treba je vztrajati takrat, nobene panike delati, normalno pri športniku je tako, da želiš ti takoj nekaj popraviti, ampak na silo nobena stvar ne gre. Kako bi rekel? Kako je težko? Kakšne so bile tvoje metode? Ja, enostavno pač težko v kakšnem smislu. Ne vem, da ni šlo, da kljub temu, da ste vse naredili na treningih prav, ni bilo rezultatov, ja, no, pa začneš dvomiti vase, pa te stvari. To se zgodi, ne, tudi vi se pripravljate za kakšne teste ali pa za teste in tako naprej se učite, pa potem ni v bistvu ocena taka, ki bi si želeli, ali pa trenirate, si rečete, vsak dan sem hodil na trening, vse sem naredil, počival sem, spal, knjige bral. Pa ni bil tak rezultat. Ja, ampak tako to je v športu, ne, ni nobene garancije, da bo uspelo, ampak vedno je na koncu na eni točki, mislim, da je trud poplačan, če ne na tej tekmi ali pa če ne v tej sezoni, pa potem v naslednji. Predvsem to vztrajnost, ko si rečeš, če sem se za to odločil, za ta šport, ali pa za to, da se bom, če sem se odločil, da se bom za ta predmet naučil, da mi bo dobro šlo, potem morate pri tem vztrajati in slej ka prej bo trud poplačan. Jaz mislim, da to je pravilo, saj pri meni se je izkazalo, tudi če ni bilo tako, je bilo pa potem na naslednjem tekmovanju ali pa mogoče v naslednji sezoni, ampak takrat je to zadovoljstvo toliko veliko, da si rečeš, vredno je bilo. Vmes si rekel, dobro sem spal, sem jedel, sem se spočil. Ne? Pogosto pozabljamo, ne, da v športu se je treba tudi ustaviti in knjiga je ena od teh stvari, ki te ustavi. Ne? Sej zato je včasih težko, ne, knjigo, ker se moraš ustaviti, ni druge. Kako zelo pomembno je ta zavesten počitek, ne, ker ne, da si kot pet v mobile. Točno tako je, v bistvu zdaj eni boste vedno bolj, zdaj ko boste še starejši, boste videli šport, vrhunski šport ni samo to, da greš, da vzameš opremo, pa greš na trening, pa potem domov, ampak je vse več kot to, je tudi seveda prehrana, počitek, vse kar paše zraven fizioterapije in spoznali boste, da je vsak od teh delov skoraj enako pomemben, če ne še bolj, in počitek je, vsaj po mojem mnenju, po mojih izkušnjah, toliko pomemben kot trening in ko greš počivati, nekako je knjiga odličen pripomoček pri tem počitku, kajti nekako lahko jih povezujemo neposredno in v bistvu si rečeš, zdaj bo knjiga, počitek, nekako potem lažje se usedeš,
in ne vem, pač se spraviš k počitku, no, ker marsikdo od tudi mlajših športnikov ne zna tega sploh ne Sploh zna odklopiti, počivati. ne. Tudi starejši športnik, šele potem se mi zdi, ker je že prepozno, ker pa mogoče že toliko stari takrat pa v bistvu samo po sebi. Ne. Ja, Da ali pa te čakaš na ustavi počitek. poškodba, ne, kar je pa To najslabše. je Ne. pa najslabši možen scenarij. Scenarij. Andrej, ti si pa pravzaprav večino življenja v ekipnem športu. Ne? To je pa spet ena čist druga verjetno dinamika, tudi v glavi. Ko greš na led, nisi sam, pa hkrati moraš točno vedeti, kaj je tvoje delo. A ne? In ti kot kapetan si pogosto prevzemal tudi odgovornost motiviranja. Ne? Pa spet, ko je šlo ekipi super, ne? Ste bili vsi nahajpani in je bilo super. Je bilo Kaj vse pa- lahko, ja. Je bilo vse lahko. Ampak ne, v športu, ne vem, a je rekel Michael Jordan, na 1000 zgrešenih je en ta prav prišel, ne, dokler je treniral. To se pravi, veliko krat zgrešimo oziroma več je porazov do zmage kot zmag do zmage. Ne. Kaj pa takrat kot tim? Ne? Kaj si ti kot, ne vem, Andrej, kapetan, ki je moral vse tiste ego, močne fante na nek način, ne, tudi včasih prizemljiti, včasih umiriti, pa hkrati motivirati. Kako to, ne, kaj to zahteva od tvoje psihološke pripravljenosti, ne govorimo, fizična itak mora biti, ne? Jaz mislim, da predvsem moraš ti kot nek lider moraš verjeti vase. Ne. Zdaj, če ti verjameš vase, pa če ti fanti verjamejo v to, kar govoriš, a ne, se v bistvu tisto, kar govoriš, moraš ti delati. Ne. In dokler ti vse narediš znotraj ekipe, da ti lahko to podpreš z besedami oziroma da ti lahko nekomu, potem lahko ti še nekomu nekaj pač rečeš, da naj to naredi. Ne. In se mi zdi, da skozi celotno kariero je bila moja vloga ta, da pač delavcem bil, no, mislim, in fanti so me pač spoštovali in pač, če je bilo nekaj treba spremeniti, pa če sem pač, ali sem povzdignil glas, ali pa smo se usedali dol, so fanti to spoštovali. No, jaz mislim, da je ta dinamika znotraj moštva je pač lahko zelo enostavna, če imaš prave ljudi, prave karakterje, vedno pač tako kot v razredu, ne, smo vsi pač šli skozi skozi eno timsko dinamiko in če so ta pravi karakteri, če grejo vsi v pravo smer, je to zelo enostavno. Ne. Ko imaš pa ti pač v ekipi karakterje, ki pač hočejo izstopati, ki se ne podredijo ekipi, ko iščejo pač zadovoljstvo sam pri svoji igri, potem je pa to težko. Ne. To je pa skozi neko takrat dinamika postane težka. No. In jaz mislim, da tako pač v vseh teh letih, ko sem bil del ekipe, smo na koncu sezone, ko smo ugotavljali, smo bili uspešni ali ne, je šlo zmeraj, smo se vračali na to, kakšna ekipa je bila karakterno, ker 20 ljudi je težko peljati skozi v isto smer. Zdaj so trenutki, ko gremo vsi, so pa trenutki, ko eni bi radi bili samo z nami na avtobusu, eni bi bili, ne vem, eni skrbi, ali gre njim dobro, pač in ne gledajo na ekipo. In ja, je težko. No. In tudi zdaj, ko se pač ko sem se odločil za to, da grem v trenerstvo, vem, da bo to ena taka glavna stvar, pač prepoznati, kaj vsak v tej ekipi prinese, kakšni so karakteri in pač te stvari na koncu tudi uravnavati. Koliko bralcev je med hokejisti? Ko ste bili na avtobusih, a si bil edin s knjigo, je bil še kdaj? Ali pa recimo tudi med tujimi ekipami ste se družili verjetno? Ne takrat, ko ste ga žurali, tako kot... Ja, v bistvu bom rekel, da nekje pred 15 leti, se tudi tako, ko je Klemen rekel, ne, to, pač, ko ni bilo mobilnih telefonov, je bilo vsaj polovica fantov s knjigo v roki. Ne. Recimo tuji igralci ali pa, ko sem bil v tujini, sem v bistvu tako sem začel tudi brati v angleščini, je bila ta povezava, ker fantje, tujci, ki so tukaj igrali, pa bilo to 20 let nazaj, ko so pač, oni so knjige prinesli oziroma so jih kupili
Ko so se vračali domov, so jih pa pač pustili v stanovanjih oziroma so jih prinesli v garderobo in pač, da ni bilo dodatne teže za avione. Ne. In tako sem se jaz tudi, recimo, sem začel brati angleške knjige, ampak ja, takrat se je bralo, no, takrat se je dejansko bralo. Ne. Zdaj pa tega skozi manj, zdaj pa tiskamo knjigo na avtobusu in Že skoraj čudak, ja, v bistvu je čuden. ampak ja. v resnici je full frajer. Ja, v bistvu je. Ne. Zdaj, Ja. so drugi časi. No. Se pravim, vsi priporočamo, da se bere. Jaz imam tudi eno tako izkušnjo, ko sem probal brati na telefonu, a ne. Ja. Pa ni ista izkušnja. No. Jaz sem še zmeraj za to, da se pač vzame knjigo in nekaj imaš rok, nekaj drugače, nekaj pristnega. Je pa tega vedno manj. No. No, ampak ni pa vedno manj knjig o hokeju. Ne? Zdaj imamo čisto eno novo knjigo od doktorice Fras Popovič, morate prebrati, ker je v bistvu je mama 3 hokejistov in so zgodbice, kako ona z njimi na avtobusu, kaj se vse zgodi, kako ji tudi najedajo živce, pa ona njim, pa tako, skratka na zabaven način, ampak hkrati pa izveš veliko o hokeju, o športu, o mentaliteti. Pa Esad Babačič, ne, to si pa ti omenil mi prej, ne vem, če ga poznate, on je sicer en tak odštekan tip, no, ki ima zelo rad šport in je napisal knjigo Banda. Pa me zanima, če veste, zakaj Banda. Hokejist pa tiho bodi. Zakaj Banda? Kaj Banda pomeni? Yes, ja, ograja, točno tako, ne, ampak Banda v prenesenem pomenu pomeni tudi ekipa, sicer povezujemo jih z tolpami, ne? Ja, ampak no, to si omenil prav posebej to knjigo, no? Če bi mogoče, zakaj te je ta knjiga recimo zanimala poleg tega, zato ker si hokejist? Ja, pa prvo, zaradi tega, ker je bila edina, ker sem jo pač v knjižnici najdel s to tematiko. Ne? V slovenščini, ne? Tako. Ja, zanimiva knjiga zaradi tega, ker je v bistvu nek zgodovinski povzetek tega našega slovenskega hokeja z vsemi z bratoma Hiti, pa to nekje 90-ih let, ko je bil pač hokej res na vzponu v Sloveniji in je to pač Esad res z zgodbami, z okulisjem, je to zelo lepo opisal in je ena res eno tako darilo je bilo, no, darilo hokeju. Jaz mislim, da vsi tisti, ki zdaj se ukvarjate s hokejem, bi vam je res priporočal, zaradi tega, ker boste dobili majčkeno drugačen pogled, kako je ekipa delovala mogoče 20, 30, 40, 50 let nazaj v primerjavi, kakšna je dinamika zdaj. Klemen, biatlon je en zelo specifičen šport, ne, tako malo dvojen, ne, hkrati moraš biti fizično pripravljen, pač da lahko tečeš, kolikor moraš teči, ne. Hkrati moraš biti zelo mirne roke, pa verjetno tudi mirne glave zaradi streljanja, pa še zimski šport je, ne? To je spet ena specifika, tisti, ki nimamo radi mraza, ne? Kako si ti z mrazom, si se ga privadil ali kako te je sploh potegnilo v biatlon? Ker športnik si tudi sicer gorsko kolesarjenje, Ja. tenis in tako Res je, v naprej. bistvu je tako, no, biatlon je zelo kompleksen šport, verjetno ste ga že kdaj spremljali po televiziji in ste tudi ugotovili, da je tudi zaradi tega, ker je ta kombinacija teka in streljanja tako dinamična, je tudi zanimiv za gledati, ne, za razliko mogoče od teka na smučeh, ki je vseeno malo bolj monoton, pa si reče, aha, tam nova. Tukaj se pa res, v bistvu je nepredvidljiv, ne, za gledati, zelo atraktiven, ne, v trenutku se lahko vse zgodi, ne moreš napovedovati, ne, ker je lahko, vemo, šport v naravi, lahko malo zapiha, svetloba je drugačna in se vse v trenutku spremeni. In v bistvu so vse te čari so v bistvu tudi mene pritegnili, no, od majhnih nog, poleg tega že streljanje samo po sebi je zanimivo, svojvrsten izziv, ne. Vemo, da pri streljanju so res malenkosti, ki odločajo o tem, a bo tarča zadeta ali ne. Poleg tega, če pa dodamo še tukaj fizični napor, pa dobimo res tako zanimivo mešanico, tako da jaz sem začel iz kraja, iz kjer prihajam, mimogrede tudi Peter prihaja tam iz Ihana, to je ena majhna vasica pri Domžalah, kjer je zelo dolga tradicija smučarskega teka, pa potem z najino generacijo, ki smo bili majhni, smo začeli z biatlonom od majhnih nog, dolga tradicija, kjer pa v bistvu je tudi
dolgoletna tradicija pomanjkanja snega in smo seveda bili primorani od majhnih nog se voziti na Pokluko, tako da od 10. 9. leta, tako kot tudi zdaj najni nasledniki, smo se vozili in se vozimo na Pokluko v Planico vsak dan več kot 1 uro v eno smer, tako da si lahko predstavljate, koliko je to enega časa preživeti ga v kombijih na poti, tudi kasneje, tako kot ste vi. To je bilo stalno delanje domačih nalog v kombiju, učenje v kombiju in pa seveda branje, tako da res časa, zato je vedno več, tudi moj starejši sin je zdaj recimo, da en del stopa po mojih stopinjah in samo knjiga, mislim, jaz sem predajan, tudi večkrat sem šel s temi mlajšimi na Pokluko in sem bil pač kar malo šokiran, razočaran, kako pri teh 12 letih že vsak na svojem telefonu in mislim, da bomo tudi zdaj v kratkem ukrepali v klubu, bomo prepovedali to in bomo dali knjige, tam bomo naredili knjižno polico v klubu, ne si vsak pred odhodom zbere knjigo, ja. Tako da tako me je ponesel, sicer pa zanimiv športno in kaj si me še vprašala? Pač ta specifika, ja, pa mraz pa to, kako ja, se mraz je pa tako, no, ja, če nimaš rad mraza, potem zimski športi na prostem že v osnovi odpadejo, razen če se potem kar naenkrat preleviš. Jaz sem zelo rad mraz, še zdaj ga imam, mogoče malo manj starejši, ker si bolj ti pa še toplo, ampak sicer pa sem eno obdobje prav naravno so oboževal mraz, bolj ko je bilo mraz, bolj sem se počutil in tudi rezultati so bili boljši, zanimivo. Tenis imaš rad, ne? Ja, sem ljubitelj tenisa, tudi sam ga sicer ne igram zelo dobro, želel bi si več in boljš, ampak sem pa zato toliko večji navijač ali pa bomo rekli spremljam po televiziji. A tisti lopar Rogerja Federerja še imaš? Ja, to je pa posebna zgodba. Letos sem imel priložnost srečati tudi Rogerja Federerja, ki je prišel mimo grede na ogled biatlonske tekme v Švici, tam, kjer ima on počitniško tole hišo in je bil tudi navdušen nad biatlonom in vse in sem izkoristil priložnost, sva se srečala, tudi pogovarjala sva se nekaj časa. Prinesel sem pa lopar, s katerim naj bi on igral v Domžalah na turnirju leta 98. Kjer si ti pobiral žogice? Kjer sem jaz bil pobiralec žogic in seveda potem je to ta zgodba, ta lopar sem hranil do zdaj. Vedno sem verjel, da ga bom enkrat srečal in da se mi bo podpisal na ta lopar in to se je uresničilo, tako da ja. Ampak kako si ti dobil ta lopar, ne? Niti ga on tako prijazno dal, ne? Takrat je ta lopar letel čez mrežo, tam ne vem, če je kdo videl, tam v Domžalah je tak teniški center bil nekoč, zdaj je malo manjši. In takrat so lopari, se veste, še zdaj se zgodi, da tenisači v navalu jeze razbijajo lopar in takrat je seveda letel ta lopar čez mrežo in potem, ko je bilo konc tekme, smo mi pobiralci žogic, ki smo šli peš tam za Bistrico, je taka pot in smo hodili s kolesi, sem ga šel seveda iskat in sem ga shranil, tako da kar zanimiva zgodba. In zdaj si dobil tudi podpis? Ja, ta lopar sem sabo vzel, namreč zdaj v zadnji 2 zimi se preizkušam tudi v vlogi strokovnega komentatorja na nacionalni televiziji, kjer pomagam tudi z nekimi svežimi podatki ali pa strokovnim komentiranjem pričarati recimo biatlon bliže gledalcem in sem bil na terenu, kjer smo skupaj z glavnim komentatorjem prenašala tekme svetovnega pokala v Švici in sem ga prav s tem namenom vzel lopar sabo. Nekako sem špekuliral, da bi lahko prišel Roger na tekmo in je dejansko prišel in sem se zmenil, tako da to je ta zgodba. In zdaj je ta lopar veliko več vreden, kot je bil prej, recimo, ne? Ja, zdaj ima pa res predvsem zate, ne, ja, še, točno tako to mislim. Preden počasi seveda damo priložnost tudi vam za vprašanja, ves čas me malce, bom rekla, v navednicah matra to branje na bralnikih, branje v knjigi, branje na telefonu. Andrej, ti si rekel, da na telefonu ti nekako ne gre. Po vajinih izkušnjah, oba imate otroke, dejstvo je, da vaši možgani niso malo drugače narejeni kot naši, ker to so otroci, vi ste se pač rodili mladi v digitalno dobo, mi smo se jo morali privaditi, je to malo drugače, pa vendar. Kako opažate to razliko? Jaz poznam kar nekaj bralcev, ki berejo z bralnikov, ampak ko enkrat se vrnejo k knjigi, ostanejo pri knjigi. Ne vem, kako imate kakšno to izkušnjo, da ste kdaj z bralnikov brala ali pa, Andrej, ti si rekel, da s telefona ti ne gre? Ja, v bistvu za bralnik se jaz odločam zdaj že po moje 2 ali pa 3 leta. Pa se še nisi odločil? Ne.
Ne vem, pač vedno, ko se odločam, bom pritisnil, da ga bom kupil, se odločim, da ne. No. Ampak se vedno vračam, no, tako da verjetno enkrat ga bom pač kupil, da ga bom, ne vem, vsaj Da da ga boš lahko probam. imel No. več knjig na manjšem prostoru, iz Tako. tega razloga. Lahko bi se ga, če bi zdaj kaj hodil v knjižnico, pa še čas nisem bil. Sem pa zdaj, ja, ne vem, pač telefon je premajhen, pa tudi malo mi gre na živce, da še vedno telefon držim v roki, ker se ga hočem losati, ker je samo en klik stran si pač od drugih stvari. No. In, Samo mi še- disciplina, ne? Tako, in jaz mislim, da še zmeraj mi bolj v roke paše knjiga, tudi zdaj zadnjih par let sem tudi kar nekaj knjig kupil, no, tako da v bistvu mi veliko tudi pomeni, da jo imam pač doma, no, da, ker grejo pa potem z rok v roke in imam tudi odjemalce, ker dejansko se zanimajo za to in pač rad to knjigo predam naprej, tako da ta knjiga zakroži, tako da mi to tudi recimo zdaj na avtobusih, ko sem začel brati, sem dejansko, so fanti dobili neko malo vneme, malo bi, sem rekel, jaz preberem, ti jo dam in je pač, smo začeli delati te kroge, no, tako da ja, na ta način se mi zdi, da je mogoče zaradi tega tudi v tem trenutku, ne samo zgled, ampak veliko lažje je bilo v tej skupinski naši dinamiki dejansko nekoga pripraviti do branja. Ker z bralniki bi bilo, ja, lahko je, ampak nima ga vsak, ne. Ne, pa vse je drugače držati, ne, knjigo, pa knjiga je lahko čudovito darilo, pa nekaj si hotel delati. Ja, zdaj sem se spomnil, a to zdaj kot trener predajaš? No, kakorkoli, ampak verjetno boš tudi kot trener, ker zdaj sem se spomnil enega obdobja, dolgoletni trener s Petrom Kasodo v reprezentanci je vedno nosil knjige s sabo, ne, se spomniš. In res skoraj vsakič sem čakal, da je on prebral ali pa da jo ni bral, da sem jo jaz polozel, ker je imel recimo da relativno dober izbor in zanimive knjige, ker to so bile tudi njegove knjige, ne, in so te knjige krožile znotraj ekipe in tega sem se zdaj spomnil. Kar se pa tiče bralnikov, pa tega jaz mislim, da von knjige in pa tip platnic pa strani je nenadomestljiv. Tudi moja žena je strastna bralka, je tudi poskušala z bralnikom. Imamo težavo, kadar hodimo s kombijem na potovanja za več dni, kam spraviti te knjige in takrat pač ni druge kot bralnik, ampak sicer pa mislim, da se tudi ona drži knjig in težko, da bodo kdaj bralniki, kaj šele telefoni in da domestili knjige. Mislim, da res, sploh ko kupaš knjigo, ko jo odvijaš, sami probite to kdaj kakšno knjigo, tudi v knjižnici ohranja ta von in pa svojo patino knjiga, tako da. Ne, pa knjiga je res eno najboljših daril, se vem, da se vam zdijo kam, ne, ampak je, ne, mislim, vse na tak način tudi ta virus malo širimo. In zakaj ne bi vi začela, veste, mogoče boste na začetku čudni, prav dolgo pa ne. Zdaj pa imate kakšno vprašanje, oziroma vem, da jih imate, ampak ga boste delili z nami, bi kaj vprašali, bi kaj povedali? No, malo še ni treba drugega gledati. Lahko seveda športom povezano, ni zdaj nujno, ne, lahko tukaj imate pač dva sogovornika, ki sta desetletja živela v vrhunskem športu, no pa, si hotel kaj? Ne? No, vi še premislite, pa bom jaz vam dala še eno vprašanje, ki se mi zdi zelo bistveno, ne, zdaj naši mladi športniki, športnice so zdaj točno lahko v teh prehodih iz, bomo rekli, ljubiteljskega v vrhunski šport ali pa iz, ne vem, niti ne ljubiteljskega, ampak ali iz tisto, ne, ko dejansko, kot si prej rekel, šport postane način življenja, če tudi že prej bil, ampak prideš vse tisto zraven, kar vrhunskemu športu pritiče. Če pogledate nazaj, očitno sta veliko stvari naredila prav, ne, ker sta danes zadovoljna človeka, ampak kaj pa recimo bi svetovala mladim, kaj pa bi naredila v tistem obdobju prehajanja drugače? Kje so tiste zanke, v katere lahko se pa zapletaš kot mlad človek, ki misli, da je vse mogoče in prav je, da tako misli,
Ampak ne, vendarle z vajnimi izkušnjami, kje ste zgubljala največ energije, časa, samega sebe? Ja, najprej bi to povedal, ja, da težko je pričakovati, da bi bili vsi od vas kdaj res vrhunski športniki ali pa recimo olimpijci, da bi šli vsi na olimpijske, pa še vsi drugi. To je pač težko si zamisliti, ampak bolj pomembno je to, da to, kar počnete, da radi počnete, ne da greste s težavo, da vas nekdo sil, da morate iti na trening, pa to in normalno, zdaj ste srednješolci, prihaja obdobje, ko se boste odločili za študij, ponesli vas bo na vse sorte smeri, ampak ne glede na to, koliko časa se boste ukvarjali s športom, vam bo to ostalo, zato je to pomembno, tudi svoje otroke nadajem, zato nisem jih dal za to šport, da bojo kdaj vrhunski pa olimpijci, ampak zato, da se bodo navadili nekih, da bojo dobili neke te vzorce, ki so pozitivni, in to jim bo ostalo za celo življenje. Tudi potem, ko boste starejši, se boste vrnili tem, če boste v nekem obdobju prekinili športom, se boste slej ko prej vrnili k temu in to je najbolj pomembno. Predvsem pa to, da če čutite, da vztrajate, da probate še naprej, pa potem je še vedno dovolj časa. Marsikdo misli, da bo potem, da so priložnosti zamujene. Tudi sami imamo v biatlonu veliko mladih tekmovalcev, ki so pred tem izzivom ali ne nadaljujejo, ne pa se odločajo za šport, ker so seveda tudi ambiciozni na drugih področjih, ampak jaz sem prepričan, da se da usklajevati tako, bomo rekli, šolsko ali pa študijske obveznosti s športom in predvsem ustrajati, potem pa, če vidite, da ena stvar ne gre, se pač odločite za eno, sledite svojemu srcu in mislim, da bo odločitev sigurno prava. Ja, v bistvu ena beseda je tukaj zelo pomembna, zdaj, kaj tudi rekel Klemen, treba biti, in sem jo pozabil. Treba je rad imeti, ne, to, kar počneš, verjetno. Treba je biti vztrajen. Bodite vztrajeni zaradi tega, ker ta vztrajnost vam ne bo prinesla nič slabega. V bistvu prišli boste do neke točke, ker se bo pač treba odločiti, ampak ta vztrajnost vas bo vsaj pripeljala do neke točke, zaradi tega, ker marsikdo do tega ne pride, imate pač privilegij, da ste mogoče zdaj v položaju, ker se ukvarjate s tisto stvarjo, kar vam je najljubša. Jaz moram reči, da ne vem, bom rekel, do 40 leta nisem bil en dan v službi, en dan mi ni bilo nič hudega, bom rekel, pač so težki trenutki, ampak to je še zmeraj športa. Ampak bodite vztrajni pri vseh stvarih v življenju, jaz mislim, da je to ena taka beseda, ki bi jo recimo tudi svojim otrokom dal kot eno tisto glavno, če se bodo začeli, s čimerkoli se bodo že začeli ukvarjati. Andrej, zdaj, ko treniraš mlade, verjetno imaš kakšno sliko nazaj, kako si se ti počutil, čeprav je čisto drugačna situacija, ampak kaj pa je tisto, kar te pa vsakič znova, ne vem, s čim te presenetijo, ker današnji mladi so izjemni, imajo en čist drug nabor informacij, en čist drug pogled na svet in mi se lahko tudi učimo od njih še kako, mi ves čas izhajamo, bomo mi vam povedali, tudi vi nam lahko poveste, še kako zelo. In kako zelo pomembno je tudi zate zdaj, da delaš z mladimi in da mladi tebe mogoče tudi učijo kakšno stvar. Kaj je tisto bistveno, kar te učijo? V bistvu, jaz mislim, da mladih ne smemo podcenjevati. Jaz mislim, da je to ena taka stvar, ki mogoče nas zdaj zanese in pač mislimo, da vse imamo na svetu. Ja, vemo veliko, ampak mrzdo od teh mladih fantov in deklet je pa v bistvu te presenetno, da so že zelo zreli, da že zelo dobro razmišljajo. Tako da, ne vem, jaz sam pri sebi, ko sem bil v teh letih, pač ja, pridejo druge stvari. Šport je bil takrat, ampak nismo vedeli, ali bo to šlo, ali ne bo, pač malo kasneje sem se razvil kot športnik, ampak sem imel zelo veliko podpore okrog sebe. Tako da jaz kot trener, ko gledam te mlade ljudi, sem predvsem prepričan o to, da jih moramo razumeti. Da ni več zdaj te tiranije, ki je bilo včasih, ko smo šli mogoče tudi mi, naša generacija skozi to, ampak jaz mislim, da je treba vsakega posameznika razumeti,
iz kje prihaja, kam hoče iti in ko razumeš pač tako mladega človeka, jaz mislim, da se z njim da zelo veliko narediti in ga pač usmeriti v pravo pot. In mladi tudi lahko poveste, ne? Včasih je tako, da trenerju kdaj česa ne upaš povedati, ne? Se da povedati na lep način, ne? To ti spet daje knjiga, besedni zaklad, kako izbirati besede, kako artikulirati stavke, to je vse pač ti daje branje v življenju ali pa neko odprto srce pa ušesa in tako naprej. Klemen, iz česa si magistriral? Ja, na zadnje sem magistriral iz menedžmenta v športu na ekonomski fakulteti, mislim, da bilo 2021 in bil sem prvi, to se moramo kaj, prvi študent na tej fakulteti, ki sem online magistriral zaradi tistih pogojev, ja, tako da to je bila tudi ena zanimiva zgodba. To sem se pač naknadno odločil za to, sicer sem pa diplomiral na fakulteti za šport leta 2013 iz pedagoške smeri, se pravi, bi vas lahko poučeval športno vzgojo, če bi imel to željo. Zdaj se ravno sproščajo delovna mesta v kraju, kjer živim na osnovni šoli, ampak zaenkrat me to delo ne zanima toliko zelo, da bi se odločil za to, ampak mogoče pa potem na staro leta. Je zdaj že kakšno vprašanje? Čakate pol sem na fotko, ne? Malce hecam, se lahko še pol vprašate, ne, se vidi, da boste tukaj, pa če bo kdo še kaj želel vprašati. Za konec, vedno to vprašam na koncu, ne, dve vprašanje. Prvo je, kaj berete zdaj, če berete kaj? In drugo je, če bi lahko z eno besedo povedala, kaj vam je šport dal v življenju. Dve zelo težki vprašanji, ne? Prvo je malo bolj enostavno, verjetno, Klemen, kaj bereš? A konkretno, katero knjigo? Konkretno, kaj zdaj bereš? Ravno sem prebral Haruki Murakami, to je en najbolj znan japonski pisatelj. Doma se mi je knjiga valjala zapakirana, niti ne vem, od kje je prišla in pač sem jo vzel in prebral na dah. Kateri naslov? Potovanje mladega, zdaj ste me najdel. Se sem jaz tudi pozabila, ja, ampak ja, Haruki Murakami je fantastičen. Ja, tako da to... Ti na potovanje, Tina, ti zagotoviš, Haruki Murakami, verjetno je en zadnjih potovanje, česa? Ja, jaz tudi sem pozabila, pa ga poznam. Ja. In kaj pa boš bral, če si zakončal, pa že imaš za naslednjo, verjetno že veš, kaj boš bral? A mora spet kaj pod roke priti? Ne, še moram iti v knjižnico. No, pojdi v knjižnico. Imamo srečo, ker je knjižnica res 100 metrov stran in gremo tudi s tam malimi, res velikrat sploh tako, če je kakšen slab vreme, pa smo noter 2 uri. Probam tudi svoje otroke res navajati na knjige in ta velik, lahko rečem, da je to dober sprejel in je v bistvu knjiga njegova spremljevalka, kamorkoli gremo. Tako da, kar se pa tiče drugega vprašanja. Ja, če obstaja ena beseda, vem, da je težko v eno besedo, ampak raven, mogoče je to zanimiva popotnica, ne? Kaj ti je dal šport skozi vsa ta leta? Tebi kot človeku, kot moškemu, kot očetu, kot vrhunskemu športniku? Ne vem, lahko bi rekel, da mi je šport dal temelje za življenje, no? Če se to lahko tako reče. Ja, temelje za življenje. Andrej globoko razmišlja. Ja, zato ker je težko vprašanje. Ja, za konec so ponavljali. No pa dajmo lažjega, kaj si na zadnje prebral? Kaj imaš v planu brati? V bistvu Ken Follett, Pillars of the Earth, tega sem zdaj bral v angleščini. Kaj ti pa šport dal? Prej si omenil eno zelo pomembno besedo, vztrajnost, je še kakšna recimo kar? Ja, v bistvu vrednote, ne, se to, kako je rekel Klemen, to pač težko je povedati, ampak mislim, da je res nek temelj za celotno življenje. No. Jaz mislim, da če gledamo to kot začetek. Tako. Počasi bomo zaključili. Najlepša hvala Andreju, najlepša hvala Klemnu. Hvala, da bereta. Upam, da smo vse mečkano zdaj prepričali, da pa čut, če ne, se boste sami s časoma videli. Se pride v enem trenutku, tudi za nas knjižne molje,
pride eno obdobje, ko ti ni, ne, ko ne bi bral, pa se to vrne, pa se ne, ampak zelo pomembno je tudi okolje. Ne. Ja, jaz bi res rekel, kdor še ne bere, recimo, no, upam, da vas je malo takih, da probate res najdete eno knjigo, kjerokoli, pa probate eno, pa boste videli, da res ni slaba stvar, no, da je vsaj toliko dober, kot scrollanje po telefonu. Ja, in če bo kdo rekel, da ste čudni, ker berete, zakaj pa to bereš, ne? Tudi to se dogaja. Jaz sem prepričan, Preslište. da bo tudi to novi trend. No. Ja, točno to, ja. Se vrača, jaz mislim, da knjiga res ne bo nikoli izumrla, tako da veselo v knjižnico pa najdete nekaj. Ja. Pa še eno najboljših mrež knjižnic v Sloveniji imamo, odlične knjižničarje, odlične, ki znajo vam povedati marsikaj in kako izbrati, tako da. Najlepša hvala, hvala tudi Olimpijskemu komiteju Slovenije, da vsakič znova podprete tako pomembne projekte oziroma jih netite. Hvala vsem. Kaj pa vas zdaj čaka? Šola nazaj, treningi, kaj vas danes čaka? Oboje. Greste še nazaj v šolo in še na trening. Ampak eno vprašanje vam pa še moram dati. Zabava. Se mora športnik tudi zabavati, je tako, ne smemo pozabiti na to. Počitek smo rekli, prehrana smo rekli, prosti čas, ampak tudi to, ne, da se kdaj odklopiš, zdaj pustimo na kakšen način, ne, saj športniki živejo, kaj je v redu, da boš naslednji dan še lahko šel na trening, ne. Ampak, ja, zabava. Ja, v bistvu mi, ki smo gradili vse te ekipe, ki so bile uspešne, smo se vedno veliko pa skupaj zabavali, ne. Zdaj na kakšen način sploh ni važen, ampak veliko smo bili skupaj, no. Tako da to je bila ena taka stvar, ki se jo jaz res spomnim, da pa v bistvu to je eden od spominov, ki ga imaš, ki na koncu ti, če ti kaj da šport, je pa to, da pol vsakeč, ko se dobimo, eno in iste stvari premlevamo, ampak ja. Pa interne fore pol, pa tako, Tako. ne, ampak to je zabavno, ja. Pokimal si, ko sem rekla zabava, ne. Ja, brez zabave, jaz mislim, da sploh, ko ste mladi, ne smete pozabiti na zabavo, na druženje, to je obvezen del odraščanja in najhuje, ko vidiš, da se prijatelji, ki niso športniki, grejo lahko zvečer zabavati na razne zabave, kakorkoli, vi morate pa iti domov ali pa kakorkoli, ker veste, da vas jutri čaka, seveda. Verjetno je tega manj, ampak jaz lahko iz lastnih izkušenj povem, da nisem bil za nič prekrajšan, veste tudi, kaj je vaša prioriteta, ampak, kot sem rekel, pozabiti ne gre na to, neko pravo ravnovesje pa je super. In najlepša hvala, da ste se danes družili z nami.